Pozdravljeni, sem Beti Burger, avtorica podcasta Na robu, kjer se lotevamo tem odrinjenih obrob, da kot družba ne zgrmimo čez njega. Tokrat o oblačilih, o tem, kar je na videz površinsko, a v resnici razkriva, kdo smo, komu pripadamo in kako družba gleda na nas. Tokrat bo z mano po robu hodila Lea Pisani, strokovnjakinja za kulturo oblačenja. Lea, dobrodošli. Hvala lepa za povabilo. Nekako v sodobni družbi bi pričakovali, da je izbira oblačil stvar posameznika. Pa me zanima, to nekako še drži, oziroma v kolikšni meri vseeno družbene norme, vira, politika, ne nazadnje tudi delodajalci vplivajo na našo izbiro oblačil. Živimo v demokraciji. Torej se resnično vsakdo lahko obleče, kakorkoli želi. Je pa res, da obleka govori. Vsak detajl govori tudi o naših osebnostnih lastnostih. In jaz mislim, da smo mi vsi postali odlični imidž konzultanti, odlični prepoznavalci osebnostnih lastnosti na podlagi podobe. Torej, analiziramo druge in ugotavljamo, kdo so, kako razmišljajo, zakaj so izbrali takšna oblačila in dodatke. In obleka je torej komunikacija. Če se prilagajamo, nam lahko odpira vrata, lahko lepše in boljše živimo. Tako da mislim, da se je zelo dobro prilagajati z oblačili različnim življenjskim priložnostim. Nekateri se pa ne. Mislim, da tisti, ki se ne, da jim je težje. Zakaj tako mislite? Ker njihova podoba lahko deluje uporniško, njihova podoba lahko deluje neprilagojeno. S podobo, ki ni prilagojena, nekako govorimo o tem, da ne želimo, zdi se mi, da je prilagajanje v bistvu želja po dobri komunikaciji. Ampak potem ni podrejanje, ne? Ampak obenem bi pa potem nekako, glede na to, kar ste povedali, lahko vseeno rekli, da ne glede na to, da živimo v demokratični družbi in da se nam zdi, da lahko oblečemo, kar želimo, pa vseeno obstaja ta neka pravila, seveda tudi kodeksi oblačenja. Ni na nek način bi lahko nekdo rekel, da je potem to pa potem poseganje v njegovo osebno svobodo, pravzaprav tudi neko identiteto, ki jo tudi izražamo, seveda skozi oblačila, ne? Glede na vse izrečeno. Kultura oblačenja ni ena umetna tvorba. V bistvu je nastala tekom razvoja človeka. In človek, ki je na visoki razvojni stopnji danes, se zaveda moči podobe in mu ni težko to sprejeti, torej prilagajanje. Torej želi se prilagajati, želi komunicirati. Zaveda se, v bistvu tako bi rekla, da človek na visoki razvojni stopnji je tudi estet. In kultura oblačenja spada sem. Marsikdo od vaših poslušalcev verjetno pozna to lestvico potreb po Maslowu. In šesta raven je prav potreba po estetiki. Torej, tisti človek, ki ni estet in ki ne upošteva kulture oblačenja, pravzaprav ni še tam, ni še na tisti razvojni stopnji, ne razume še dovolj. Okay. Zdaj, če se mogoče malo bolj konkretno preseliva na šolske hodnike. Pred kratkim smo lahko zasledili, da je Italija zaostrila pravila oblačenja v šolah. In raziskava med skoraj 3000 italijanskimi učenci je razkrila, da le eden od 5 učencev uživa popolno svobodo pri izbiri oblačil. Ponekod so, kot smo tudi pisali v delu, prepovedane raztrgane kavbojke, dolgi nohti, neki prekratki topi, trenirke. Je prepoved ustrezen način za spodbujanje reda, spoštovanja v šolih, ali se vam zdi, da je to mogoče že način nadzora, mogoče drvenje v večjo konzervativnost? Kako sami zaostrovanje pravil dojemate?
Mislim, da ne bo prišlo do prepovedi. Ne? Tukaj so zagotovo lahko samo priporočila. Tako da priporočila pa so tudi pri nas. Imam veliko izkušenj z dijaki, srednješolci, predavam v šolah in po mojem mnenju se je raven kulture oblačenja izboljšala. Naprimer, imam zelo lepe izkušnje v gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju. Zdaj predavam že 3. leto. Torej vsako leto predavam 3., 4. letnikom. In letos, septembra, sem zopet imela predavanje in sem prišla in gledam punce, sem rekla, pa kje so pajkice? Zakaj nimate pajkic? Ne moram verjeti. Ne, ker niso lepe, ker so grde, ne, ker preveč pokažejo. In potem sem naredila tudi kratke videe, ni bilo teh pretirano dolgih nohtov. Mislim, da bi rekla ena od, ali pa 2 od 50. Ne. Tudi ni bilo zelo vidnih tatujev, tako da jaz mislim, da priporočila so tista, vzgoja in pa zgled. Potrebno je začeti na vrhu, tako kot če predavam podjetjem, najprej začnem, ali pa moja želja je, da začnem predavati managementu, idealno je, da se predavanje udeleži tudi direktor. Torej, zagotovo je treba začeti z učitelji, profesorji, ravnatelji. Letos sem imela tudi predavanje za ravnatelje, ne? Ampak to ne gre iz dneva v dan. Ne? Tukaj je treba res na prijazen način, skušam argumentirati za zgodovino oblačil, s tem, kako človek ali pa kako večina ljudi zaznava barve, zaznava določena oblačila, ne? In na takšen način se pravzaprav osveščamo, se dviguje kultura oblačenja. Zgled, ne? Torej zgled profesorjev, učiteljev in seveda tudi zgled doma. Ampak se vam ne zdi, torej, recimo zdaj to je čisto moje opažanje, naprimer po ulicah ali pa mogoče mladostniki, res zdaj ta trenirka, casual slog je zelo, zelo vsem popularen. Torej res vi na šolah opažate izboljšanje. Ker vsem, zdaj če čisto apliciram, v naših časih smo šli v trenirki v šolo na športen dan in to je bilo zdaj, 3-krat na leto. Ostali čas smo bili v, kavbojkah, naprimer. Zdaj to se mi zdi dosti, če sama opažam, da so trenirke in pajkice vse en del nekako šolske uniforme, če lahko rečem. Ja, zagotovo je še vedno zelo veliko trenirk. Ne? Zanimiva podoba je teh deklet, ki so vse oblečene več ali manj zelo podobno. Ne? Torej so trenirke, potem so kratki zgornji deli, prekratki, torej, in zelo popoln make-up in nakit. Tako da to so te hibridi, bi rekli, ali pa to oblačenje, ki je novo, zagotovo. Ampak vsekakor mislim, da mladim je potrebno pustiti svobodo. Sej nekako podobno je tudi z odraslimi. Veste, eni se prilagajajo, tako kot sem rekla, drugi se ne. Tudi v poslovnem svetu opažam, da so ženske oblečene manj formalno, uporabljajo nižje ravni kot moški. Če je pripisana želena raven oblačenja v bilu, se vsi moški tega držijo, ženske se ne. Tako da to je zdaj, bi rekla, posledica velike izbire, posledica, tako bi rekla, resnično demokratične mode. Vsi se lahko oblečemo, vsi lahko izbiramo oblačila. Potem je pa na nas, kaj bomo izbrali, kaj želimo projicirati, kaj želimo povedati svetu svojo podobo. Ampak ne morem se pa izogniti temu, da v bistvu zdaj, ko smo se pogovarjali, se največ pogovarjamo o dekletih, o ženskah, tudi zdaj, če govorimo o dolgih nohtih, prekratkih topih, velikokrat se govori o prekratkih krilih. Zakaj smo ženske oziroma so deklice večkrat na tem piedestalu, ko pride ravno do govora o oblačilih in tako imenovani primernosti? Mogoče vam lahko odgovorim z eno luštno pripombo. Fanta v 8. razredu v eni osnovni šoli, kjer sem predavala, in sem
takšno vprašanje, kot ste ga vi meni postavila tem osnovnošolcem. In je rekel ta fantak, zakaj mi ni všeč, če ima čist kratke hlačke ali pa mini krilo pa crop top. Mene moti, jaz pol ne moram poslušati učilnice. Okay. Tako, zelo enostavno je razložil. Torej, potem pa mogoče bi rekla, ne, če to prenesem pol naprej v poslovni svet, jaz mislim, da ženske nimamo izkušenj, kako izgledajo moški, ki bi bili oblečeni na takšen način. Torej, v službi ni moških, ki bi imeli oblečene pajkice, ki bi imeli zelo globoke dekolteje, ne. In ženska enostavno nima te izkušnje, kako funkcionira njena glava, ko dela v takšnem okolju, ne. Tako da mogoče je to. No, še en primer, ne, en gospod slušatelj na enem predavanju je povedal, jaz sem prišel bil je IT-ovc in je prišel urediti računalnik in ga je sprejela gospa, ki je rekel, krasna ženska, mini krilo, globok dekolte, ne, zelo lepo je dišala, naličena, ne. Jaz sem bil presenečen, ne, torej oče 3 otrok, poročen moški, ne, moja glava ni delala. Jaz nisem mogel delati, ne. Ampak torej, to je v bistvu narava, ne. Mi gremo zdaj tukaj proti naravi. Zakaj ženska ne bi smela biti oblečena izzivalno, seksi v poslovnem svetu? To velikrat tudi rečejo, to je moja stvar. Kako moški vidijo mene, je njihova stvar. Če se jaz v tem dobro počutim, ne, pač tako bom oblečena. Podobno pa rečejo dijakinje, ne. Če sem jaz oblečena v trenerki, crop topu, ne, oziroma sem doživela tudi, da so prišle dekleta samo v nedrčku, ne, ena srednješolka je bila v nedrčku na predavanju, ne. Tako da, mislim, to je narava, ne. Mi se nekako borimo proti temu, ampak dejansko mogoče zato, ker ženske nimamo teh izkušenj, ne, nismo dovolj pozorne pri tem, se ne zavedamo, kaj lahko povzročimo, če se oblečemo na takšen način. Pa se vam res zdi, da je to zdaj samo narava, če lahko malo izzivam, ne? Ja. Ali se vam zdi, da res imamo ženske takšno, pod narekovaji, seksualno moč nad moškimi, tudi z izbiro oblačil, ali gre mogoče tudi vseeno za odsev družbe, ki je vseeno bila toliko let patriarhalna, ki se mogoče še vedno težko sooča s tem pogledom na žensko kot na avtonomno telo, na nekoga, ki se lahko svobodno zbira, kaj bo oblekel? Kot sem že prej povedala, ne, kaj se dogaja tudi v podjetjih. Moški so oblečeni formalno, ženske so oblečene neformalno. Moški imajo srajco, hlače ali pa celo redko kdaj se nosi suknjič, ampak v politiki moški nosijo suknjič, ženske pa ne. Tega enostavno ne razumem, ne. Torej, dejansko vemo, da če sem jaz oblečena podobno kot vi, se zdi, da podobno razmišljamo in komunikacija hitreje steče. Zato se tudi pripiše raven oblačenja, ne. Smart casual, torej hočem, da vsi, ki pridajo na ta poslovni dogodek, da so oblečeni neformalno. In napišem smart casual, to je po slovensko sproščena elegantna obleka, ne. Če pa hočem, da pridajo formalno, pa napišem še business attire. To pomeni, da si oblečen v obleko in imaš suknjič. Polovica žensk v takih primerih nimajo suknjiča, ne. Torej, čeprav razumem, oziroma če naredim iz tega zadnjega nek sklep, pravzaprav je problem v tem, da ljudje oziroma kot družba, mogoče ženske ne razumemo, kaj pod določeno ravnjo oblačenja pravzaprav to pomeni, ne? Torej, kako se oblečiti smart casual. Zdaj, če se mogoče
ravno omenjali ste že podjetja, oziroma če se preselimo na politična tla, ne, z izbiro oblačil ne komuniciramo, tudi kot ste sami lepo povedali, in v politiki pa veljajo ta določena pravila, kodeksi oblačenja, tudi kot sem zasledila, ne, v Državni zbor, kot je zapisano v teh pravilih, je mogoče vstopati dostojno oblečen in primerno aktivnostim v Državnem zboru. Zdaj pa tu vprašanje, kdo danes določa, kaj pomeni dostojno oblečen, ne? Se ta meja potem zdaj vsem spreminja? Jaz sem v moji knjigi Ravni oblačenja formirala 12 ravni oblačenja. Torej, so že formirana v svetu. Jaz sem nekako jih pospravila, uredila in jim dala tudi slovenski izraz. Torej, če piše določena raven oblačenja, je dobro, da se tega držimo. Ne? In pogosto piše. Ne? Tako da zdaj jaz ne vem, kako je pri nas, mislim, da raven oblačenja ni zapisana, ne? Ampak dejansko naprimer, pač ženske so oblečene manj formalno, tudi v politiki. Pravzaprav ne razumem, ne? Torej, če jaz hočem dobro z vami komunicirati, ne? Pač se prilagodim, ne? Če hočem delovati profesionalno, mogoče malo celo avtoritativno ali pa ugledno ali pa spoštljivo. V politiki bom oblekla suknič, ne bom oblekla rožaste oblekce, čipkaste oblekce, globok dekolte, ker enostavno želim, da me poslušate. Takoj, ko je naša podoba z zelo veliko detajli, naše oko to opazuje, govorimo veliko več o sebi, kot bi v političnem okolju morali. Torej, jaz vas želim v politiki poslušati in ne gledati. To ste tudi za Dnevnik pred kratkim dejali, da v bistvu ste, kot ste že povedali, političarke v nasprotju z moškimi kolegi pri nas pogostejo manj primerno oblečene, ne? Kaj ni primerno, zdaj, če smo že mogoče malo bolj konkretni? Torej, kako, ne, zdaj ste že dosti povedali, kako naj bi se mogoče oblačili politiki, torej, kaj je primerno, kaj bi vi priporočali našim političarkam na drugi strani, da potem, kot ste rekli, jih tudi bolj poslušamo, kot pa gledamo? Seveda je to zelo odvisno od dogodka. Ne? Zdaj, težko bi jaz rekla na splošno. Ne? Dejansko se prilagodiš, če greš v naravo in se mogoče tam nekaj dogaja, ali pa če si v parlamentu ali če si, ne vem, na nekem poslovnem obisku v tujini. Ne? Tako da, mislim, zelo, jaz bi rekla, da je izbira obleke za njih lahko zelo, zelo enostavna. Ne? Jaz bi jim samo rekla, naj ne komplicirajo. To je recimo, kako? Da smo mogoče malo bolj konkretni. Se vemo iz preteklosti, večkrat se je v javnosti potem pojavila debata, se vemo v tistih rdečih čevljih, pa potem s tigrastim vzorcem. Kaj torej mogoče nekaj konkretne? Konkretno objavila sem že nekaj časa nazaj fotografijo, kjer so bili povabljeni predsedniki državnih svetov, so bili, mislim, da so bili na Poljskem. Ne? In je bil, sem videla tudi vabilo, business attire, ne? Torej poslovna obleka. Bilo je na fotografiji 10 moških in 10 žensk. Moški so bili vsi oblečeni formalno s kravato. Ne? Ženske pa so imele pletene puloverje, bularje, športne čevlje, kavbojke, razne pletenine, naprimer 2 ali 3 od tistih. Slovenke so bile oblečene lepo, primerno, ne? Na tem dogodku, ampak večinoma ne. Tako da to je nekaj, kar ne sodi. Ne? Torej, ne sodijo športni čevlji, ne sodijo snikarji, ne sodijo pletenine, poškodovane kavbojke, zelo oblačila, ki zelo pokažejo obliko telesa. Ženska lahko v politiki lahko uporablja
barve. Medtem ko moškim je zagotovo bolj enostavno, oni z modro obleko, temno modro obleko pridejo na konec sveta, dajo belo srajco, svetlo modro srajco, imajo kravato ali pa nimajo. Tako da za ženske pa seveda mi želimo biti bolj sodobne, uporabljati različne barve in dejansko v politiki jih ženska lahko ima rdečo barvo, lahko ima kostim rdeče barve, še bolje bi bila, če bi bila temnejša rdeča, burgundsko rdeča. Rdeča je barva strasti, moči, ognja, ljubezni. Je zelo dominantna in je barva ljudi, ki imajo željo po prevladi, po dominantnosti, željo, da so opaženi. Torej, vsaka barva ima svojo simboliko. Ampak lahko načeloma uporablja rdečo, lahko uporablja čudovito pariško modro barvo, zelene odtenke, nevtralne barve, tako da ima cel spekter kostimov. Torej, suknič hlače, suknič krilo. Naprimer, če bi si pa želela čisto poenostaviti življenje, bi tudi ona lahko bila vedno v temno-modrem kostimu. Se vam zdi, da se takrat potem res ne bi več ukvarjali z obleko političark? Če bi recimo potem se res, v praksi videli, da bi bile političarke oblečene v kostimih, kot ste rekli, da v bistvu to sploh ne bi bila stvar debate in mogoče midve tudi danes ne bi bile. Verjetno res. Ampak mislim, meni se zdi zelo lepo, če ima ženska ženstveno podobo, če uporablja nakit, če uporablja make-up, če je njena podoba, mislim, če uporablja čevlje, stileto peto lahko deluje veliko bolj elegantno. Tako da jaz mislim, da bo to ostalo. Te moje ideje, dvomim, da se bo katera političarka oprijela, ampak tako da, imamo, mogoče zato, ker imamo toliko več izbire, pol včasih naredimo kakšno napako. Zdaj vseeno se mi pa zdi pri političarkih oziroma mogoče javno osebnostih, torej ženskah, da tudi z oblačili zavestno izstopajo, da se včasih na nek način zdi, da je mogoče to upor, nekako tisti manifest proti tradicionalnim pričakovanjem, kako naj bi se pa ženska v javnosti obnašala oziroma oblekla, in prav zato mogoče se obleče izven pravil. Ste dobili tudi sami ta občutek? Mogoče. Kultura oblačenja, tako kot kultura obnašanja, nista nekaj umetnega, nista umetna tvorba. Nastali sta tekom razvoja oblačil, razvoja človeka, hočem reči. In lahko smo uporniški, še enkrat, je demokracija, lahko se oblečemo, dejansko se lahko oblečemo, kakorkoli želimo. Naprimer, tudi jaz bi lahko danes prišla na pogovor o strganih kavbojkah, ali pa mogoče o kakšnih drugih oblačilih. Ampak me je zelo pomembno, torej svojo podobo sem izkazala tudi spoštovanje do vas, do hiše delo, do tega, da mi je mar, da me ljudje poslušajo, da delujem tudi ugledno, profesionalno, zato sem pomislila, kako se bom pač oblekla. Tako da Zdaj ste že prej recimo malo omenili ta izzivalno. Seveda danes izzivalno vseeno pomeni nekaj drugega, kot je 100 let nazaj, ali pa mogoče včasih, ko niso ženske smele kazati gležnjev, ali pa so bila krila recimo zelo dolga. Tako da vseeno je to izzivalno, kaj pomeni danes malo drugače dojeto, kot je bilo nekoč. Zakaj pa torej ne govorimo o teh izzivalnih oblačilih moških? To sploh obstaja, Zdaj, razen v baletu, moških v pajkicah. Izzivalno moško... Ne obstaja. Sej zato sem že na začetku vam povedala, da se mi zdi, da enostavno ženske nimamo občutka, zakaj bi se mogle vsaj malo pokriti pa na določen način obleči, ker ne vemo, kako odreagiramo, naprimer, če bi nas obkrožala četica moških, ki bi bili oblečeni izzivalno, mislim,
nimamo izkušenj, niti ne vem, kako bi bili oblečeni. Ne? Tudi ne vem, če je pravi izraz izzivalno, zdaj bojo mogoče vaši poslušalci ob tem. Kaj sploh pomeni izzivalno, se sprašujem. Verjetno je to tudi zelo različno od neke vzgoje, družbe kot take. Ne? Kaj je zdaj izzivalno? Kaj lahko razumemo potem danes pri političarkih ali pa mogoče v šoli? Kaj je izzivalno? Torej, če se oblečeš v oblačila, ki popolnoma pokažejo obliko tvojega telesa. Je nekako zelo enostavno. Ne? Bolj negiramo obliko našega telesa, bolj izumitničimo svojo podobo, večjo bariero ustvarimo. Tako da, naprimer, v zgodovini mode je bila največja bariera barok, rokoko, renesansa, ko so imeli lasulje, zelo močen make-up in so popolnoma negirali obliko svojega telesa z različnimi volumni. Ne? Danes negiramo obliko svojega telesa največkrat sukničem. Oversized. In pa to so ti oversized. Če pa jaz oblečem obleko, ki je popolnoma ob telesu, ne? To pomeni, da sem samo pokrila, ne? Ali pa da sem pobarvala svoje telo, ne? In očitno je to mogoče bolj, da se kot da ne bi bili dovolj oblečeni. Ne? Ampak se vam zdi, da je to potem v vseh kontekstih preveč oprijeto se oblečiti narobe, ali mislim, za katere priložnosti pa so neke oprijete obleke vsaj mogoče primerne? Kot koktejl v privatnem okolju za zabave, torej zelo veliko priložnosti je, ne? Ampak torej, jaz mislim, da bi vsak dobil odgovor na vprašanje, kaj bi bilo primerno zame, kaj želim projicirati. A želim delovati dostopno, zelo ženstveno, ali želim dobiti partnerja, iščem partnerja, potem se oblečem na en način. Če želim delovati profesionalno, zanesljivo, zaupanja vredno, potem se oblečem na drug način. Zato, če se vprašam, kaj želim projicirati svojo podobo, dobim vedno dober odgovor. Ja. Pred 2 letoma ste v intervjuju dejali, da je razmišljujočim in ambicioznim ljudem mar za njihovo podobo. Torej, zakaj to mislite? Nekako se mi zdi, da vseeno sem skozi svoje življenje spoznala že tudi ljudi zelo ambiciozne, inteligentne, ki pa so se malo požvižgali na to, kako v bistvu izgledajo, oziroma kako so videti, kako so oblečeni. To sem vam povedala glede na moje izkušnje. Torej, v mojem studiu so vedno ljudje, ki jim je mar, ki razmišljajo, ki velikokrat pridejo ljudje, ki ne želijo pretirano trošiti. Torej, to je tudi skupni imenovalec mojim strankam. Želim kupiti kakovostno oblačila, ki jih bom nosila ali nosil z veseljem, ki me bodo radostila in jih nosim do izrabe. To je najbolj sustainable, to je najbolj trajnostno. Torej, antipotrošniško, vse je malo usmerjeno. In prihajajo pa tudi mlada dekleta, ki rečejo, tukaj sem zato, da bi čim več vedela o svoji podobi, torej o svojem slogu, o svojih barvah, oblika telesa, kakšna oblačila mi pristajajo, zato ker nočem imeti toliko oblačil v omari, kot jih ima moja mama. Tako da je naša generacija tista, ki je zasuta z oblačili, ki ima oblačila v omari še z etiketami. Tako bi rekla, moje stranke so razmišljujoče, večinoma nimajo zelo veliko oblačil, tako presenetljivo malo. V zadnjem obdobju imam celo stranke, ki bi si lahko privoščile torej oblačila, bi rekla, katerakoli oblačila, katerihkoli znamk, imajo pa v omari tako izredno malo oblačil. In pridejo zato, ker želijo dobiti smernice, kje, kaj, v čim krajšem času, čim bolje, pa seveda tudi takšne ljudi moti pretirana količina oblačil.
Tako da, ja, po mojem mnenju so to razmišljajoči. Pa se da torej tudi za nek normalen denar lepo obleči. Vemo vse, inflacija je poskrbela tudi za to, da so šle cene oblačil navzgor. Vemo, hitra moda nekako nas hoče prepričati, da vsak mesec moramo slediti trendom. Na kak način tu mogoče imate par čisto konkretnih nasvetov, kako se v nekem omejenem budžetu obleči lepo? Nisem čisto, bi rekla, nisem 100% proti hitri modi. Ok, mogoče to malo bolj pojasniti. Ker je omogočala res, da je obleka postala demokratična, da je pravzaprav vsakdo lahko oblečen, kakorkoli želi. To se še v zgodovini mode ni zgodilo, ne? Torej, karkoli želim projicirati svojo podobo, lahko. Tudi, kar se mi zdi enkratno, tudi, če nimam nič, grem lahko na Karitas ali na Rdeči križ ali v trgovino z rabljenimi oblačili, ne, in za malo ali nič denarja dobim zelo kakovostna oblačila. Tako da je res veliko na nas, torej, kaj izberemo, kako izberemo, ne, kako koordiniramo garderobo, koliko vemo o kulturi oblačenja in koliko se želimo prilagajati. Torej, sploh ne gre več za globino žepa, gre za naše znanje, za naš trud, za našo življenjsko moč. Torej, tisti, ki so oblečeni slabo, se mi smilijo zato, ker nimajo življenjske moči, da bi se uredili. Zato nagovarjam ljudi, predvsem nagovarjam ženske, takrat, ko ste okej, takrat skušajte urediti garderobo, takrat se ukvarjajte s tem, koliko se boste ličili, kakšna ličila boste imeli, torej, in imeli neke rituale urejanja, ki vas bodo takrat, ko ste v slabem stanju, dvignile in pomagale preživeti. Tako da, ja, gre za znanje, za moč in za željo. Zdaj mogoče še za konec, pogovarjava se o oblačilih, ki pa se mogoče v kontekstu vojn, ki se dogajajo okrog nas, zdijo tako zelo banalna. Je v bistvu razmišljanje o oblačilih, privilegij bogatih, je izraz seveda odgovornosti do sebe in družbe, kot se sami povedali. Vse ne morem mimo tega, da pogovarjamo se o oblačilih, pa vemo, da imajo nekateri zelo druge skrbi. Ja, no, kot ste omenili, ta članek v Dnevniku, tudi naslovnica je bila, ne, na to temo, in ko sem jaz videla tisto naslovnico, sem rekla, so pa pogumni, ne, da v tem obdobju izpostaviš takšno temo, ne, celo na prvi strani. Tako da, ja, nekako resnično, ne, se v svetu je tako, ne vemo, kaj se bo zgodilo, ne. Veliko je vojen, veliko ljudi nima hrane, ne. Mi se pa pogovarjamo v primerni obleki, ampak saj to na konec koncev je bilo vedno v zgodovini, ne. Pač nekateri so živeli v miru, drugi ne, nekateri bolje, drugi slabši. Moda se je vedno razvijala, ne, tudi moda dejansko je odraz stanja v družbi. Barve so odraz stanja v družbi. Saj vidite, kakšne barve so danes v trendu. Sami nevtrali, nimate nobenih živih, veselih, živahnih barv, ne. Tako da, če pogledamo skozi zgodovino, ne, tudi na primer dolžina krila. Z razcvetom družbe se dolžina krila krajšala, ne, in z krizo v družbi se je daljšala, ne. V prehodu tisočletja so bile tudi v Sloveniji v vseh izložbah sama siva oblačila, ne. Tako da vsi se
bomo tudi v tem obdobju se seveda vsi oblečemo, vsi se lahko tudi malo poživimo z oblačili, a ne. Dejansko naša obleka vpliva ne samo na druge, ampak tudi na nas, ne. In jaz mislim, da se o tem moramo pogovarjati, moramo biti razumni, razmišljujoči, ne verjamem, da se bodo pisali kodeksi in neke prepovedi, ampak samo priporočila. Dvomim tudi v uniforme v naših šolah, tako da je pa obleka, vsi se vsak dan oblečemo. Zato je prav, da se o tem pogovarjamo. Lea Pisani, najlepša hvala za pogovor. Hvala lepa za povabilo. In hvala vam, drage poslušalke in poslušalci, gledalke in gledalci, za vašo pozornost. Lep pozdrav do prihodnjič.